Danes sem na obisku v občini Brežice. Zjutraj sem se najprej srečal z gospodarstveniki, kjer smo na nek način izmenjali mnenja o aktualni gospodarski situaciji. Prediskutirali smo ukrepe vlade, tudi kritično ocenili posamezna dejanja enih in drugih. Vesel pa sem, da smo na koncu koncev vsi prišli do zaključka, da so bili ukrepi vlade v lanskem letu hitri in pa efikasni, predvsem z vidika ohranjanja delovnih mest in pa podjetij. Nadaljevanje obiska je v dveh izjemnih podjetjih, v podjetju TPV in pa v podjetju Kovis, ki sem ju obiskal že večkrat, obe pa na začetku njihovih novih razvojnih projektov, ki smo jih strani vlade podprli, strani našega ministrstva, in podjetje TPV in podjetje Kovis. Lahko rečem, da sem danes po obisku obeh podjetij navdušen nad tem, kar sem videl, ker so vsa ta sredstva Ministrstva za gospodarstvo naložena v podjetja, ki imata izjemno visoko dodano vrednost, kar je na koncu koncev cilj naše države. Cilj je, da vzpostavljamo konkurenčno poslovno okolje, ki omogoča podjetnikom, da svoje zgodbe uspešno peljejo, kajti vsi v Sloveniji smo navezani na tuje trge in zgodbe, ki jih pišejo v TPV-ju in v Kovisu, so naravnost fantastične. Z gospodarstveniki sem omenil, da imamo v Sloveniji dve potencialno dobri, veliki lokaciji za izvršitev velikih projektov v zelo kratkem času. To ne pomeni, da jih drugje nimamo, ampak gre za lokacijo, ki obsega skoraj 100 hektarov na infrastrukturno zanimivem področju, kjer lahko novi investitorji, ali domači ali tuji, zelo hitro pridajo do poslovne priložnosti. Na ministrstvu se svojo ekipo že kar nekaj časa prizadevam, da bi ti dve lokaciji, Feniks in pa prostor tovarne sladkorja Ormož, čim prej zapolnili z investitorji, ki bodo tem področjem omogočali nadaljnji razvoj. V obeh primerih gre za obmejna problemska območja. Kot veste, si prizadevamo za to, da bi omogočili razvoj novih delovnih mest povsod po Sloveniji, tudi tam, kjer to do sedaj ni bilo tako običajno, s ciljem, da pridemo do možnosti za mlade generacije, da dobijo dobro plačana delovna mesta, da si ustvarijo pogoje za razvoj družine in pa razvoj kariere. To je pač cilj te vlade, našega ministrstva, pa če hočete stranke, ki jo vodim, cela Slovenija za vse. Kako odgovarjate na očitke turizma, da zakon ne vključuje ključnih ukrepov za obstanek prizadetih podjetij, kot so povračila nadomestila čakanja, enkratnih dodatkov za gostinstvo in turizem? Tukaj treba biti pošten pa povedati, da smo na vladi v okviru 8 protikoronskih paketov sprejeli ukrepe, s katerimi smo slovenskemu gospodarstvu omogočili skoraj 6 milijard nadomestil, od tega je bilo do sedaj realiziranih že 3 milijarde. Konkretno za branžo turizma, ki je potrebno priznati, da je bila prva prizadeta, da je bila najbolj prizadeta, da je bila večino lanskega leta zaprta in tudi večji del letošnjega, pa smo do sedaj izplačali 705 milijonov skozi ukrepe čakanja na delo, univerzalni temeljni dohodek, delno povračilo fiksnih stroškov, nadomestilo za karanteno. Z dodatnimi ukrepi znotraj našega ministrstva smo skoraj 5000 podjetjem zagotovili
ponovn zagon z likvidnostnimi nepovratnimi sredstvi v vrednosti do 10.000 evrov na podjetje. Tukaj govorimo o malih in srednjih podjetij. In pa še enkrat je potrebno povedati, da vsi ti ukrepi, ki so bili sprejeti, veljajo še do konca tega meseca. V zakonu smo dogovorili novih 243 milijonov, to pomeni, da bo branža dobila skoraj 1 milijardo, zato moram povedati, da sem razočaran nad nezadovoljstvom, ki ga širijo nekateri. Jaz vem, da ne, da je večina branže zadovoljna, kljub vsemu, da smo povedali, da bomo poleg ukrepa, ki smo ga uvedli na novo, se pravi, pokrivali bomo izplačilo regresa podjetjem v turizmu, ker niso mogla zaslužiti denarja, da bi delavcem zdaj, ko so se zadeve sprostile, izplačala ta regres, da bomo poleg bonov 100 in pa 50 evrov za odrasle in pa mladoletne omogočili spet skoraj 200 milijonov dodatnega denarja branži, če bo delala, zagotovili in tudi povedal sem jasno in glasno, da bomo za 4 področja, ki so izrazito prizadeta, to so mestni hoteli, sejmarji, industrija srečanj in pa receptivne agencije, zagotovili dodatnih 30 milijonov skozi evropska sredstva. To je več, kot je kdorkoli vložil v naši okolici, zato pač pozivam vse tiste, ki delajo v tej branži, da izkoristijo to priložnost sproščanja in se pripravijo na post-covid obdobje, ki bo v turizmu malo drugačno, kot je bilo. Jaz mislim, da večina te branže to zmore in verjamem, da smo in tudi v bodoče bomo dokazali, da strani vlade podpiramo tista podjetja, ki delajo, da pa tam, kjer je nujno potrebno, reagiramo tudi z direktnimi vložki. Seveda pa ne moremo zaradi proračunskih omejitev, tako kot ne v podjetju, si privoščiti za vsako zadevo idealne rešitve. Želimo si, da se skozi pogoje ta panoga čim prej na nek način zažene ponovno. Mora se pa prilagoditi, zato ker želimo v Sloveniji biti aktivna, zelena, zdrava destinacija za gosta, ki zahteva ali pa želi 5-zvezdična doživetja, in verjamem, da bomo v slovenskem turizmu nadaljevali z politiko, ki smo jo imeli prej, se pravi, da bomo dobra destinacija za tiste, ki verjamejo, da smo mi destinacija z odgovornim odnosom do zdravja. Pozivam vse podjetnike v turizmu, da vložijo v ta zdravstveni element, ki bo v turizmu izredno pomemben, da vplivajo na to, da se bomo vsi, ki delamo v turizmu, čim prej cepili in našim gostom zagotavljali zdravo bivanje. Kakšne so pa vaše napovedi za letos v branži, bo leto boljše, slabše kot lani? Glejte, jaz ne morem napovedovati, če bomo naredili vse, da bomo imeli še naprej odgovoren odnos do zdravja. Se pravi, če bomo spoštovali ta model precepljeni, testirani in preboleli, potem verjamem, da bomo drugi del letošnjega leta oddelali bolje, kot smo ga oddelali v lanskem letu. Pogoj za to, da lahko napovedujemo boljšo prihodnost, ne samo za turizem, za celotno slovensko gospodarstvo, je, da smo do zdravja odgovorni, da se v čim večjem številu cepimo in zagotovimo normalno in zdravo poslovanje industriji in pa tudi bivanje gostom v slovenskih turističnih kapacitetah. Hvala.